Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem bogoslužju. Danes imamo eno posebno slavnostno novico. Pionir in starosta naše cerkve Milan Muran je v četrtek, 4. januarja dopolnil 90 let. V imenu cerkve mu bo pastor izročil plaketo, Marija Barborič pa mu bo izročila rožo. Plaketo je izdelala Klara Tekavec. Po bogoslužju smo vabljeni na druženje pred cerkvijo, ukolikor bo vreme dopuščalo, sicer pa pod nadstrešek, ob kavi in čaju. Za sladki del pa je poskrbel naš slavnostnik in njegovi domači. Naslednjem tednu je organizirana molitvena veriga v obliki posta. Zainteresirani se lahko obrnejo na Lejo Brkič. Jutri ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe, v podporo osebni pobožnosti in s tem v zvezi delovanju Svetega Duha v življenju posameznika kot tudi cerkve bo duhovnik Danilo Jovanovič bral molitve iz knjige Psalmov. Prav tako bodo navzoči povabljeni k posamičnim molitvam za osebne prošnje in za cerkev. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, naslednjo nedeljo ob 10. uri pa osrednje bogoslužje. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Prisluhnimo bibličnemu vodilu za današnjo nedeljo iz knjige Izaija, kjer je zapisano: Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi in hčere. Božji duh nas nagovarja, da slavimo Boga in Božja dela po vzoru slavospevov, ki jih lahko najdemo v knjigi Psalmov. Zato prisluhnimo enemu takšnemu odlomku iz Psalma 89, ki pravi: Gospodove dobrote bom opeval na veke, rodu za rodom bom svojimi usti oznanjal tvojo zvestobo. Zakaj pravim, na veke se gradi dobrota, nebesa, v njih si utrdil svojo zvestobo. Nebesa se ti zahvaljujejo za tvoj čudež, o Gospod, za tvojo zvestobo v zboru svetih. Tvoja so nebesa, tvoja je tudi zemlja, zemeljski krog in kar ga napolnjuje, ti si jih ustanovil. Gospod, Bog nad vojskami, kdo je kakor ti? Mogočen si in tvoja zvestoba te obdaja. Amen. Sedaj bomo skupaj zapeli uvodno himno Kristus, edini temelj.
Izvolite sesti, bratje in sestre. Zelo rada grem na sprehod, ko mi to čas dopušča. In ko grem na sprehod, rada opazujem okolico, ljudi, naravo, skratka vse, kar vidim. Takrat imam tudi veliko časa za razmišljanje. In tako je v zadnjih nekaj mesecih pritegnila mojo pozornost gradnja nove hiše, nedaleč stran od nas. To hišo gradita mladi par, ki zelo veliko opravljata dela v lastni režiji. In preden sta začela graditi to hišo, sta morala pripraviti teren, ki je bil zelo zahteven. Najprej tam, kjer bo hiša stala, potem pa tudi skala oziroma ograja ali škarpa, kot rečemo, ki vodi do te parcele, ker je ta parcela nekoliko na višjem. In to je trajalo kar nekaj časa in vsakeč, ko sem šla mimo, sem mislila, kdaj bojo začeli graditi. In potem se je res enkrat zgodilo, da so postavili temelje in začeli graditi. In prišli so z gradnjo do prve plošče. In potem se mi je zazdelo, kot da se je vse skupaj ustavilo. Hodila sem mimo kar nekaj časa in nič ni šlo naprej. In veste, da ko takole gledamo tako stvar, razmišljamo, ali je zmanjkalo volje tem mladim ljudem, ali je zmanjkalo finančnih sredstev, ali nimajo izvajalcev. Skratka, en kup vprašanj se pojavlja. Ampak zgodilo se je čez čas, da se je gradnja nadaljevala. Počasi, zidak po zidak. In hiša še zmeraj ni dokončana, ampak se nadaljuje. Gradi se, sedaj so že vidne line, kjer bodo okna. In tudi, ko bo hiša dokončana, bo še zmeraj delo na tej hiši. Še zmeraj bo potrebno to vzdrževati, kakšno stvar dograditi, obnoviti in tako naprej. Ampak veste, ko sem gledala to hišo, mi je bilo kar lepo pri srcu in čeprav ne poznam teh ljudi, sem bila vesela, da dva mlada človeka prideta do svojega doma, da boste imela svojo stanovanjsko potrebo zagotovljeno. Ampak ob tem, ko sem to gledala, me je prešinila še ena druga misel. Tudi vsi mi gradimo našo duhovno hišo. Vsak od nas. Nekateri dlje časa, drugi manj, nekateri hitreje, drugi počasneje, ampak gradimo. Zidak po zidak. In morda smo se znašli na točki, da smo prišli do prve plošče. In se nam zdi, da se nikamor več ne premikamo. In kaj je razlog? Lahko nam je zmanjkalo, da rečem v navednicah, finančnih sredstev. Ampak veste, Bog je tisti, ki ne daje kredita, ampak nam daje svojo ljubezen in svojo milost. In na podlagi njegove milosti in ljubezni lahko gradimo naprej. Tudi če počasi, zidak za zidakom, ampak gradimo. In na začetku tega leta nas želim vse skupaj upogumiti. Nadaljujmo z izgradnjo naše duhovne hiše. Zelo všeč mi je ena izmed novoletnih zaobljub velikega pridigarja iz 18. stoletja, Edwardsa, ki je takole zapisal. Odločil sem se, da bom naredil vse, kar mislim, da je v Božjo slavo, v moje dobro in v dobro sočloveka. In to od sedaj in do konca mojega življenja. In ta odločitev je lahko tudi naša odločitev. Kajti izgradnja duhovne hiše je zagotovo v Božjo slavo, je nam v dobro in tudi v blagoslov vsem tistim, ki so okrog nas. In zato nas vabim to jutro, da se združimo v slavljenju njega, ki je temelj naše duhovne hiše, to je Jezusa Kristusa. Lahko vstanemo in v naslednjih pesmih in skupnih molitvah damo slavo in čast Jezusu Kristusu.
Tretja pesem pravi: dvigni pogled, kralj prihaja tvoj. In brate in sestre, dvignimo pogled, kajti naš kralj Jezus Kristus prihaja. Psalmist pravi: ti si najvišji Gospod, zato te povzdigujem. In po tej pesmi si vzemimo nekaj časa za skupno polglasno oboževanje. Gospod si na zemljo
Nebeški Oče, Ti si vir ljubezni in s pomočjo Tvoje ljubezni lahko gradimo našo duhovno hišo. Hvala Ti, da lahko povzdigujemo in povzvišujemo Tvoje sveto ime tega jutra. In Jezus, hvala Ti, da lahko poslušamo Tvojo besedo, ki nas izgrajuje. In naj v nas zagori neskončen plamen moči Tvojega svetega duha, da bomo lahko izvršili Tvojo voljo na vsakem koraku, da bomo gradili svojo duhovno hišo Tebi v slavo, nam v dobro in v dobro vsem tistim, ki so okrog nas. Hvala Ti, Jezus, za Tvoje odrešenje, hvala Ti za dar večnega življenja in hvala Ti za Tvojo neskončno milost. Amen. Draga Božja cerkev, smo pri Gospodovi večeri. Bog je najboljši gostitelj. Najprej poglejmo v veri gor, k očetu ljubezni. Nato poglejmo vase, kajti to je čas, da ocenimo svojo ljubezen do Boga in bližnjega. Nato v veri poglejmo naokrog, kajti to Gospodovo večerjo obhajamo svojo cerkveno družino. Zato odpustimo drug drugemu in spoštujmo drug drugega kljub našim različnostim. Nato v veri poglejmo nazaj, na križ, na Golgoto, kjer se je začela zgodba našega odrešenja. In končno v veri poglejmo naprej, kajti ta Jezus Kristus prihaja, obljubil je in tej obljubi je zvest in rekel je, naj to delamo njemu v spomin, dokler ne pride. Tako s tem oznanjujemo tudi njegovo slavno, vzvišeno Božje kraljestvo, ki ga pričakujemo. Evangelist je zapisal, ko je prišla ura, je Jezus sedel k mizi in apostoli z njim in rekel je, srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel. In vzel je kelih, se zahvalil in rekel, vzemite to in si razdelite med seboj. In tudi mi smo danes pri mizi Gospodove večerje zato, da prisedemo k tej mizi, ki sega čez ves svet, vsa stoletja, vso zgodovino, vse prostore in se bo nadaljevala tudi kot svadba jagnjetova v nebesih. Vabim k molitvi Oče naš, ki je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Priznajmo svoje grehe. Gospod, pred Tabo ni nobene skrivnosti, zato Te prosimo, očisti misli našega srca in nam pomagaj, da k Tvoji mizi pristopimo dostojno, da priznamo in zapustimo svoje grehe in zablode. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil, da sem žalil Tebe, ki si moj najboljši oče, in da sem žalil bližnje. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Kristus, usmili se. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu v veri, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Gospod Jezus Kristus, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Bratje in sestre, ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Čas milosti, ko uprl sem oči, rešenika, ki križa je bil. Prej sem bil izgubljen, a sedaj najden sem, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramoto preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Zdaj čaka me dom, kjer na vekomaj bom, veselil se v sijaju nebes. Pred prestolom bom pel, večno spev bo donel, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramoto preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramoto preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramota preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Bratje in sestre, eno smo v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči, s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči, najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo lahko oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni za večnost s tabo. Amen.
In Jezusa slavimo tudi z našimi prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo sedaj pobrali. Aleluja, 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 za Jezusa slavi. Jezus kralj je in Gospod, Jezus kralj je in Gospod, Jezus kralj je in Gospod, za Jezusa slavi. Z duhom napolnjuje me, z duhom napolnjuje me, z duhom napolnjuje me, za Jezusa slavi. Mir ljubezen daje mi, mir ljubezen daje mi, mir ljubezen daje mi, za Jezusa slavi. Aleluja, 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 za Jezusa slavi. Jezus kralj je in Gospod, Jezus kralj je in Gospod, Jezus kralj je in Gospod, za Jezusa slavi. Z duhom napolnjuje me, z duhom napolnjuje me, z duhom napolnjuje me, za Jezusa slavi. Mir ljubezen daje mi, mir ljubezen daje mi, mir ljubezen daje mi, za Jezusa slavi. Za Jezusa slavi, za Jezusa slavi. Izvolite sesti. Danes je prva nedelja po 3 kraljih, tudi na televiziji Novo mesto smo danes spet. Pa poglejmo v Evangeliji po Mateju, 2. poglavje od 1. do 12. vrstice. Evangeliji po Mateju, 2. poglavje od 1. do 12. vrstice. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z vzhoda v Jeruzalem in govorili: Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: v Betlehemu v Judeji, kajti takole je pisano po preroku: in ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji. Iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela. Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz pokloniti. Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot in glej, zvezda, ki so jo videli v ziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so preden in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. Amen. Pridi, Sveti Duh, napolni naša srca s plamenom svoje ljubezni, medtem ko poslušamo tvojo besedo. Prebrali smo o 3 kraljih, o 3 modrih z vzhoda, z jutrovega. To so bili najverjetneje zvezdoslovci,
Tedanji znanstveniki, rekli bi astronomi iz Perzije, ki je bila takrat visoko razvita civilizacija. Folklorna krščanska tradicija je te može poimenovala Gašper, Miha in Boltežar. Ljudsko izročilo pravi, da so bili ti trije Azijec, Afričan in Evropejec, torej predstavniki vseh treh ras. S tem je prva cerkev hotela povedati, da je Kristus univerzalni odrešenik sveta. Kajti Bog je tako vzljubil ta svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se vsak, kdor vanj veruje, ne pogubi, ampak ima večno življenje. Nadalje, stari ljudje znajo praviti, da so bili ti trije mladenič, odrasel mož in starec. S tem pa so hoteli povedati, da je Jezus Kristus prišel tudi za vse generacije. Kaj pa zvezda? Ali je šlo za običajni astronomski pojav, za planetarno konjunkcijo Saturna in Jupitra, o kateri govori zgodovina tistega časa? Ali je šlo za tako imenovan Halejev komet? Ali je šlo za nastanek kakšne nove superzvezde in njene eksplozije? Ne moremo vedeti in tudi ni namen, da bi v cerkvi o tem razpravljali, kajti vemo kot poznavalci Svetega pisma, da gre za teološko zvezdo in pri tem se zagotovo ne bomo zmotili. Torej, teološka zvezda, ki so jo videli, se je premikala. Dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo rojeno dete. Te zvezde niso videli kar vsi po vrsti. Kdor hoče videti, mora gledati srcem. Tako pravi tudi in beremo v Malem princu. Kdor hoče videti duhovne stvari, mora imeti duhovni izpregled. In tej zvezdi je treba slediti. Medtem ko tej zvezdi sledimo, pa je treba premagovati vse ovire. Oni so prišli iz daljne dežele. Potovali so več mesecev. Namreč treba je bilo premagati ovire kulturne, jezikovne, nacionalne, geografske, statusne, rasne, verske. Trije modri so morali prehoditi planine, puščave, doline, reke, se soočiti z divjimi zvermi in s tedanjimi tolpami in razbojniki. Zagotovo niso bili samo trije, bilo jih je več, bila je karavana. Do Jezusa lahko pridem tako, da sem pripravljen premagovati planine svojega napuha, ošabnosti, puščave potrtosti, tesnobe, pobitosti, premagovati deroče reke težav, ki hočejo preusmeriti tok našega življenja. Potovali so, kot sem že omenil, več kot 1000 kilometrov, mesece in mesece. Kakšna božja natančnost, takšna urejenost, takšna skladnost, vse je sovpadalo. Krenili so toliko mesecev pred rojstvom odrešenika, a prišli so ravno pravi čas, takrat, ko so morali biti tam, kot bi rekli, na licu mesta. Niso imeli interneta, hitrih letal, udobnih, varnih poti. Evangelij nam s tem sporoča, da je moder tisti, ki išče Boga. Imenujemo jih trije modri možje. Moder je tisti, ki išče Boga, kajti ve, da je brez njega nesrečen. Ko govorimo o treh kraljih, ne gre toliko za vprašanje, ali so bili kralji, modreci, magi, svečeniki, vedeži, ampak gre za to,
da prihajajo izven Božjega ljudstva Izrael. Torej, ne glede na to, koliko jih je bilo, je pomembno to, da so bili pogani. In to je sporočilo evangelija. To je sporočilo evangelista Mateja. Niso bili del Izraelcev, bili so celo z vzhoda, z jutrovega, oddaleč, kjer so častili tuja, mrtva, drugačna božanstva. Že njihova prisotnost je Jude obredno in versko onečastila. Pa vendar, poglejte, kako nas evangelij preseneča, pa vendar se je Bog najprej razodel ravno njim, na katere ne bi pomislili. Kajti pri evangelistu Mateju, ki je bil Jud in je pisal evangelij Judom, so ravno oni prvi počastili rojenega odrešenika, novorojenega kralja. Namreč Matejev evangelij ne vključuje pastirjev, ki so prvi prišli, kot to pravi evangelist Luka, ki ima povsem drugo miselnost, ko piše evangelij. Ničesar od tega ni pri evangelistu Mateju. Matejevo sporočilo torej ne vključuje judovskih pastirjev, kot je to predstavil evangelist Luka. Zato je cerkev že na samem začetku krščanstva prihod 3 kraljev poimenovala Gospodovo razglašenje. Torej prva cerkev je v tem videla velik znak, da so prvi, ki so prišli počastiti rojenega odrešenika, bili pogani, ne pa Judje. Oni so med svojimi poganskimi rojaki na to mesijanskega kralja razglasili. Judje, ki so mu bili pa tako blizu, pa so ga zavrnili. Herod ga je hotel celo umoriti. In kar ni uspelo na začetku, jim je uspelo na koncu. Kajti motiv je tisti, ki je odločilen. Torej, uspelo pa je judovski duhovščini, ki je Jezusa končno spravila na križ. Praznik 3 kraljev ima globoko vsebino. Bog se je razodel, objavil, razglasil mimo naših pravil, mimo naših mnenj, predpostavk, pričakovanj, predsodkov. Bog tako deluje. Tudi danes. Služijo mu tisti in najbolj mu zaupajo tisti, na katere niti ne pomislimo. Možje z jutrovega so veljali za predstavnike poganskega sveta. To pomeni začetek misijonskega poslanstva cerkve, njene odprtosti, njene univerzalnosti. Zato ne čudi, da je pisec Matej, čeprav Jud, to širino evangelija in Božjega odrešenja postavil na sam začetek. Pa tudi to je postavil na konec svojega evangelija. V zadnjem poglavju, v 28. poglavju, je edino Matej zapisal, kaj? Takole. Pojdite torej po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence. Torej na začetku imamo pogane narode, ki prihajajo k rešeniku, in na koncu evangelija imamo spet poslanstvo cerkve, da gre tega odrešenika oznanjati vsem narodom sveta. Tak zapis je za Jude šokanten. Včasih je za cerkev tudi to šokantno, ko rečemo, da moramo izstopiti iz svojih okvirjev in poiskati tiste, ki so zelo drugačni od nas, ki drugače živijo, drugače razmišljajo, drugače verujejo, ki imajo drugačen način življenja. Vendar Bog jih kliče, Bog jih ljubi. Namreč Sveto pismo s takšnim zapisom je spet dokaz, da ne gre za človeško pogruntavščino. Kajti mi bi napisali tako, da bi bilo bralcem všečno, sprejemljivo, videti verodostojno. Medtem ko je evangelist Matej napisal tako, kot bi pisalo. Recimo
parafraziram. Ne verjemite v takšnega odrešenika, ki sprejema darove od versko nečistih poganov, celo čarodejev, astrologov, ki preučujejo znake na nebu, saj to Mojzesova postava strogo prepoveduje. Razumete, kaj hočem povedati? To je tako, kot bi danes prišli na bogoslužje, pa bi slišali, Bog ne obstaja. Pojdimo domov, krščanstvo je največja laž in zabloda, raje verujmo v kaj drugega. Torej, tak šok doživi judovski bralec, ko prebere to, kar smo prebrali mi. Nam je samoumevno, njim danes in takrat pa ni bilo. Možje z jutrovega so bili prvi, ki so sprejeli Izraelovega dolgo obljubljenega Mesijo. In s tem dejanjem so pokazali, da je Božji načrt odrešenja drugačen, večji, kot si predstavljamo mi. Naj nas ne preseneti, če bo v naslednjih dneh, mesecih ali letih prišel v cerkev kdo, na katerega ne bi nikoli pomislili. Morda ga poznamo, morda ga srečujemo, morda slišimo o njem, pa mislimo, ne, on ne more nikoli, on ne bo nikoli postal kristjan. Vendar lahko postane najbolj čisto Božje dete, oprano v jagnjetovi krvi. Evangelist Matej je torej že na samem začetku razbil naše vnaprejšnje predstave, sodbe o tem, komu je Božje kraljestvo namenjeno in komu ni. In tudi potem, ko je Jezus javno deloval, je deloval drugače, kot bi pričakovali. Bil je prijatelj grešnikov, družil se je z vlačugami in s cestninarji in oznanjal evangelij vsem po vrsti, od Samarijanke pa vse do Nikodema. Odrešitev je namenjena vsem, če jo sprejmemo. In v tem je lepota, edinstvenost krščanstva. Zato sem se odločil za krščanstvo. Kajti ostale religije imajo meje. Nekaj je za budiste, nekaj je za hindujce, nekaj je za islam, nekaj je za ene, nekaj je za druge. Medtem ko krščanstvo teh preprek in teh meja in teh predsodkov in teh sodb nima. Kajti Bog je končni sodnik. Ti trije kralji so nam v marsičem blizu, so nam podobni, na nek način postajajo naši. Tudi mi v 3. tisočletju smo popotniki. Blodimo v brezkončnosti iskanja smisla, stalno se sprašujoč, čemu, kako, kje, dokdaj. In zato moramo preusmeriti svoj pogled v višine, da odkrijemo svojo zvezdo, da bi nas pripeljala do odrešenika. Teh zvezd pa je veliko, kajti Bog ni izključujoč. Bog ne deli ljudi na takšne in drugačne. Zato je ta evangeljski zapis sporočilo upanja, da Bog obstaja, Bog, ki ne pozablja na pozabljene, oddaljene, spregledane, zavržene, nič vredne, utrujene, nepotešene, izgubljene, razočarane. Krščanski Bog, ki je ljubeči oče, ni nameščen in nastanjen v neki sterilni kletki in nima belih rokavic, da se ne bi okužil s človeštvom, in ni nastanjen, kot so mislili Judje, v templju velikega Jeruzalema, ampak je bil v votlini skritega hleva blizu majhnega Betlehema. Zoper njega se lahko dvignejo vsi vstajniki, proti njegovi resnici se lahko zarotijo vsi Herodi s svojimi lažmi, a ga ne morejo preglasiti, ne zaustaviti. Kraljestva so bila, kraljestva so odšla, kraljestva so padla, on pa je alfa in omega. Tudi če daje vtis, da je nemočno dete. Da pridemo do odrešenika, je treba potovati. Treba imeti voljo, to je odločitev. Dokler potujemo, smo živi. Ko obsedimo, je konec. Potrebno ga je iskati s srcem.
Zgodba o 3 kraljih je jasna. Na eni strani so oddaljeni iskalci Boga, na katere sploh ne računamo, na drugi strani pa je judovski kralj Herod in ves pobožen Jeruzalem, ki pa Bogu nasprotujejo. Kako je to možno? To je moje stalno vprašanje. Kako je možno, da Boga ne poznajo tisti, ki poznajo starozavezne prerokbe o prihodu Mesije, ki berejo Sveto pismo, ki najmanj 3-krat dnevno molijo, ki dajajo 10% celo od mete, kopra in kumine, ki si obredno umivajo roke, ki precejajo komarje, vse to, kar so Judje počeli v svoji religioznosti. A kaj, ko se niso ganili z mesta, ker jih je ukleščilo to, da so bili jetniki ustaljenih modelov, form, kapric, domnev, predpisov, navad. 3 možje, to je slika, kolikorkoli pač jih je bilo v tej karavani, pa so bili pripravljeni v celoti spremeniti se. Na nek način se ponižati, blamirati se, osmešiti se, spraviti se v neroden položaj, samo da so našli nebeško dete, pred katerim so se poklonili in ga počastili. In to je bilo oboževanje. Kajti tu imamo grško besedo proskuneo. To pomeni oboževanje. Oboževanje ne pomeni nečesa takšnega, kot smo si mi ali pa si predstavljamo ljudje. Oboževanje je preprosto drža srca. Lahko čisto v tišini. Drža srca, ki priznava, da je odvisno od Boga. Človek, ki je odvisen od Boga. To je pravo oboževanje. Bili so kralji, znanstveniki, modreci, vendar so s tem priznali, da so odvisni od Boga. So se mu poklonili do tal, poteptali so sebe in svoj ego. Prebivalci mesta Jeruzalema, čuvaji svete tradicije, se niso mogli osvoboditi svojih ustaljenih stereotipov, vzorcev. Rad naglasim, ker zelo rad citiram Alberta Einsteina. Albert Einstein je rekel, lažje je razbiti atom, kot razbiti predsodek. Predsodki so težka stvar. Še nekaj je zanimivo. Judovski kralj Herod je 3 kralje zaprosil, naj namesto njega poiščejo rojenega kralja. Šlo je za zelo zlobno namero in tudi mi smo v skušnjavi, da bi kdaj v žerjavico poslali koga drugega vnaprej v izvidnico, zato da ostanemo mi čisti, v ozadju, fini in nedolžni, čeprav v srcu besni vihar. Toda srečanje z Bogom mora biti drugačno, osebno. Osebno. Sam se moram potruditi. Tega ne more namesto mene narediti nihče drug. Namesto Heroda tega niso mogli narediti ti 3 možje. Še nekaj je. Osebno iskanje Boga mora biti vedno skupno. Osebno, ampak skupno. V občestvu. Ni šel eden po eden, pastirji so prišli skupaj, 3 možje oziroma cela karavana so prišli skupaj. Torej osebno izkustvo, ampak skupno, skupaj, v občestvu cerkve. Cerkev je pomembna. Oni so ga iskali skupaj. Evangelij ne govori o 3 kraljih, govori le o 3 darovih, zato mislimo, da so bili samo 3. Ko so prispeli, so bili presenečeni. Dospeli so najprej na napačno mesto. Sprva so mislili, da je novi kralj rojen v Jeruzalemu, v palači, zato so se oglasili pri judovskem kralju Herodu. Tudi pogovarjali so se z napačno osebo, s Herodom, ki pa je bil v bistvu morilec tega rojenega odrešenika. Iskali so kralja, našli pa so dete v materinem naročju, ne pa na prestolu. Boga moram biti pripravljen sprejeti pod njegovimi pogoji. To je naslednja lekcija. Pod njegovimi pogoji, pod božjimi pogoji. Mi imamo svoje slike, svoje predstave in mislimo, samo tako je pravilno in od tega ne odstopimo.
Samo tako je pravilno. In če več ljudi tako razmišlja, nastane kaos. Vendar mi moramo Boga sprejeti pod božjimi pogoji, pod njegovimi pogoji. Ti trije so ugotovili, da je rojeno dete pač nekaj posebnega, da ni zavito v kraljevsko svilo, ampak v povoje, da ni v palači, ampak v hlevu, da ni obkrožen z dvorjani, ampak živalmi. Dovolili so, da Bog spremeni njihove kategorije, lastne kategorije, predstave in da se znebijo kalupov, modelov, šablonov vere. In to je to, da so se vrnili po drugi poti domov. Kako simbolično je to napisano. Ko so doživeli svoje spreobrnjenje, je to spreobrnjenje slikovito pokazano tako, da pravi, da so se vrnili po drugi poti, po novi poti. Heroda so zaobšli. Vso to tradicijo, vso to navlako, vso to hinavščino, vso to dvoličnost, vso to sveto religioznost. Bog se razodeva na tisoč in en način, a nas vedno očarava z velikim veseljem. Vsi imamo svojo dobro zvezdo, ki nas vodi skozi labirint noči življenja. To so znamenja Božje navzočnosti med nami. A kaj, ko se tu in tam občasno najde kdo, ki naše sanje ubije? Tako kot je to delal hudobni kralj Herod. Zato so se, kot sem rekel, ti kralji vrnili po drugi poti in Heroda obšli. Samo Bog je varoval te iskrene in dobronamerne kralje, da niso nasedli Herodovi dvoličnosti, zvijačnosti, pokvarjenosti in da se niso dali ujeti njegovemu politikanstvu. Čuvajmo svojo dušo v čistosti, čuvajmo svojo vest v iskrenosti, da se ne bi omadeževali z umazanimi motivi in interesi. Trije kralji so sledili zvezdi. Doživeli so spreobrnenje, postali so nosilci veselja, ljubezni, življenja. In to, vidite, presega. To presega teologijo, to presega psihologijo, to presega filozofijo, to presega religijo, to presega znanost in umetnost in tehnologijo, to presega vsako ideologijo, ker je človek dejanje, čin Božje večne ljubezni. Teološka zvezda Repatica, ki je vodila tri kralje, je simbol notranje luči v nas. Apostol Peter je to takole zapisal. Preroška beseda je še trdnejša, pravi, in prav delate, da na njo pazite kakor na svetilko, ki sveti na mračnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. Trije kralji z Orienta so posebne osebe. Ali bi mi s tolikšno naglico krenili na tako dolgo pot? Ali bi verjeli, ali bi rekli, to je pač nekaj posebnega, nadnaravnega, slučajnega, nek poseben znak. Uveljavljen vplivni verski establishment, ki je nadzoroval javno življenje v Jeruzalemu in Judeji, ni naredil niti koraka. Oni pa z daljnega jutrovega, oddaleč, prevalijo kilometre. Nevarno je imeti Jezusa za nekaj samoumevnega. Nevarno je imeti Jezusa za nekaj samoumevnega. Torej, Jezus je več kot to. Pristen odziv treh kraljev je povabilo necerkvenim poganom, ljudem brez krščanskega ozadja, da so v cerkvi dobrodošli. To je čudovito. Cerkev smo ljudje. Cerkev ni stavba, ni zgradba. Cerkev je več kot stavba. Cerkev smo ljudje. In ti trije kralji so povabilo ljudem, ne cerkvenim, da tako rečem, ljudem brez krščanskega ozadja, da so v cerkvi dobrodošli. Prav tako so ti trije kralji povabilo nam, kristijanom, razočaranim morda nad krščanstvom, da spet najdemo svojo zvezdo, Jezusa,
in ji sledimo. Ne dovolimo, da nas nepopolni kristijani pohujšajo, da nas prestrašijo, da ne bi sledili popolnemu odrešeniku. Ne glejmo na nepopolne ljudi, vključno z mojo nepopolnostjo, da ne bi sledili popolnemu odrešeniku. Krščansko življenje je pot vere. Na tej poti potrebujemo sopotnike. Kajti, ko se soočamo s težavami, potrebujemo ob sebi sočloveka. Potrebujemo družino, prijatelje, znance, cerkev. Mogočneži, bogataši in vplivneži so se pred Bogom priklonili do tav, čeprav so poznali svoja, tuja božanstva in so mu odprli zaklade. 3 darila in s tem končujemo. S tem končuje tudi evangelist s svojim zapisom. Poglejmo njihove darove. To, da so mu podarili zlato, pomeni, da so ga priznali za kralja. In to večnega kralja. Oni 3 kralji, vendar zlato označuje krono, kraljestvo, sijaj, moč, oblast. Priznali so ga, čeprav šele v zibki, za kralja. Dobil je v dar tudi kadilo. S tem so priznali, da je rojeni odrešenik tudi duhovnik in edini posrednik med Bogom in človekom, kajti kadilo se je uporabljalo v cerkvi, v templju, uporabljala ga je tedanja duhovščina. Podarili so mu tudi dragoceno dišavnico miro. Kaj to pomeni? Mira se je uporabljala za maziljenje telesa pri pokopu. Ti 3 kralji, duhovni vizionarji, so videli že vnaprej. Bilo je komaj dete, dojenček, če se tako izrazim. Vendar oni so že videli Golgoto, križ, Kalvarijo, njegovo darovanje na križu. S tem, ko so mu darovali to dišavnico miro. S tem so že priznali odrešenikovo smrt na križu, darovanje iz ljubezni za odrešenje zemljanov. In seveda, s tem so priznali tudi njegovo vstajenje od mrtvih. Niso odprli samo svojih zakladov in mu jih darovali. Dali so mu predvsem sebe, svoje srce. Pri Bogu šteje ljubezen. Brez ljubezni sem nič. Končal bom z resničnim dogodkom, ki sem ga povedal 1. januarja v cerkvi na novoletnem bogoslužju in se me je zelo ta dogodek dotaknil. Majhen otrok je podaril svoji mami darilo. 3 kralji so dali darilo. Mi smo pozvani, da darujemo. In tudi majhen otrok je podaril svoji mami darilo. Mati je bila zelo vesela. Z navdušenjem je darilo odpirala. Toda presenečena je ugotovila, da je zavita škatla prazna. Zgrozila se je, bila je besna. Otrok se ni zavedal, kaj se dogaja. Osramočeno, žalostno je gledal v tla. Mati pa je zahrumela, nikoli ne podarjaj prazne škatle. Otrok je zbral pogum in zašepetal: Mama, škatla ni prazna, napolnil sem jo s 1000 svojih poljubov. Zgodba me je ganila. Napolnimo prazno škatlo svojega srca z ljubeznijo. Do Boga, do svojih zakonskih partnerjev, do svojih otrok, družine, prijateljev, soljudi, sobratov, sester v cerkvi. Napolnimo škatlo svojega srca s poljubi, z ljubeznijo. Kajti, če bomo ljubili, smo nepremagljivi. Ljubezen je največja. Ljubezen ostane. Vse drugo bo minilo. Naj bo evangelijska cerkev ali pa kakorkoli cerkev dobrega pastirja ali pa evangeličanska cerkvena občina prepoznana po tem, da smo ljudje ljubezni. Da smo tu bratje in sestre, ki spoštujemo Boga, ki spoštujemo drug drugega, ki spoštujemo cel svet, ki spoštujemo Božjo besedo,
ki želimo ljubiti, odpuščati in to ljubezen nositi v svet. Napolnimo na tem bogoslužju škatlo svojega srca, torej z ljubeznijo. Naj nam Bog pomaga. Vabim k molitvi. Bog Oče, zvezda, ki je vodila popotnike z vzhoda v hlev, je svetu naznanila, da se je rodil odrešenik. Danes živimo v svetu, ki je še vedno prekrit s temo in še vedno potrebujemo pot do vrat hleva. Daj nam razumeti, da tvoje veličastvo presega našo domišljijo, da tvoja slava presega nebesa, da tvoja milost presega naše zasluge. Pomagaj nam, da si te želimo tako goreče kot oni, da bomo premagali vse ovire, da bi ti podarili zlato, kadilo in dišečo miro. Pomagaj nam, da glasovi sveta ne bi preglasili tvojega šepeta, svetega duha. Podarjamo ti svoje srce za služenje drugim v ljubezni in za oznanjevanje vesele novice evangelija. Amen. Pesem pravi, kaj mu lahko dam, reven kot sem, dam mu svoje srce. Kaj mu lahko dam, reven kot sem, dam ti svoje srce. Gospod naj nas blagoslovi in varuje, Gospod naj da sijati svoje obličje nad nami in naj nam bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad nas in nam podeli mir. Amen.